da je bil Jakob pred nama, ker v bistvu je ta najmanj prispevek nekak segment tega, o čemer je Jakob govoril, torej, kako govorimo o političnosti komedije. Midva bi se v resnici najprej ustavila pri samem naslovu tega simpozija, torej preživetje komedije in kaj ta naslov sporoča skupaj s predlaganimi raziskovalnimi vprašanji. V besedilu poziva k oddaji prispevkov lahko zasledimo, da je uporaba beseda preživetje vezana na tragedijo, torej na Steinerjevo razglasitev njene smrti in na ostale priljubljene in pomembne literarne zvrsti, kot je tragedija ali jed, ki so počasi izgubile veljavo in pogosto navsezadnje celo izginile. Komedija pa še kar naprej uspešno kljubuje razvojnim pritiskom. Že sama teza zazveni podobno kot diskurs vseh drugih družbenih panik, kjer novi pojavi oziroma razvoj ogrožajo sedajšnjost in jo tako lahko na prvi pogled razumemo kot univerzalni odziv na tok časa in družbene spremembe. Kateri pa so ti razvojni pritiski, ki vplivajo na komedijo? Po vprašanjih, ki sledijo temu pozivu k oddaji, lahko sklepamo, da to preživetje še vedno poteka, torej da še ni končano, ker komedijo še vedno nekaj ogroža. Kot to, kar komedijo ogroža, pa je prepoznana in morda tudi resnično je samo kultura ukinjanja. Sprašujemo se na primer o odzivu gledališke komedije na pojav novih medijev, ne o ukinitvi gledališke komedije zaradi pojava novih medijev. Vprašanje, iz katerega se začne najno razmišljanje, je bilo, bo v kulturi ukinjanja uspela ukiniti tudi smisel za humor. Kultura ukinjanja je torej nekaj že ukinila. Kaj je to? So to spolne zlorabe ali medijski prostor seksistov, homofobov in tako naprej? Z najnim prispevkom tako začenjava na začetku in se namesto s tem hipotetičnim spraševanjem, kaj se bo zgodilo potem, posvečava v resnici trenutnemu stanju. Določava mesto, na katerem pride do tega, da je komedija izpostavljena ali bi morala biti izpostavljena kritični analizi in negativnemu odzivu, ki pa ga ne locirava v kvaliteti ali načinu humorja, temveč v odzivu publike ter posledičnemu odzivu produkcije. Vprašanje humorja in njegovega načina je v prvi vrsti politično. Začela bi v bistvu z nekim pregledom, kakšne funkcije sploh ima ta humor v družbi, da vzpostavimo glede na neke sodobne teorije in kako lahko te povežemo z uprizoritvenimi umetnostmi. Za najmanj prispevek sta uporabni predvsem superiornostna teorija in teorija neskladja in ravno v razliki med njima lahko iščemo tudi razlike v odnosu do komedije in komičnega. Superiornostna teorija predpostavlja, da je v smehu in v nekem muzanju vselej prisotno tudi postavljanje na drugega. Smejimo se, ker smo boljši od drugega ali drugi slabši od nas. Torej gre za smeh nekega zadovoljstva, morda celo podobnega. Ta drugi pa je lahko tudi mi sami. Ko se smejemo samemu sebi, ker smo naredili nekaj neumnega, se sedanji jaz posmehuje jaz v preteklosti. Po tej teoriji je torej funkcija humorja, da privzdiguje, v precej primitivnem smislu, posameznika, da mu pomaga postati boljši človek, ker je spoznal, da je tako obnašanje nespametno ali nevarno in ga zato ne bo ponovil. Kot zapiše tudi Molière, da je dolžnost komedije izboljšanje ljudi skozi zabavo. Vendar pa je smeh, ki izhaja iz te specifične vrste humorja, lahko tudi zmagovalni smeh. Smeh zadovoljstva, da smo boljši od nekoga drugega, v primerih, ko je ta humor ni namenjen preteklemu sebi, ampak nekomu drugemu. Ali recimo tudi z besedami Tijane Zinović iz oddaje Intelekta, ki se posveča disciplinizaciji humorja. Smejimo se iz olajšanja, ker nismo sami te debili, ampak je to nekdo drug. Teorija tako ne zauzema tudi drugačnih vrst. Ta teorija, torej teorija superiornosti, ne zauzema nekih drugačnih vrst smeha in humorja, torej smeha otroka, ki se smeji grimasi in drugih oblik, o katerih smo recimo govorili oziroma slišali v včerajšnjem prispevku Martine Peštaj in Benjamina Zajca. Kot bolj pripravna, ker je pač širša, abstraktnejša, kar pa pomeni tudi, da je nenatančna, se tako zdi teorija neskladja. V tej teoriji je objekt tega comic amusement neskladje ali percipirano neskladje. Tako lahko pod to teorijo do neke mere uvrstimo tudi superiornostjo. Gre za neskladje med tem, kakšne stvari so in kakšne bi morali biti, torej med tem, kakšni so drugi ljudje in kakšen sem jaz. Tudi komična dialektika, ki smo omenjali prej, je le drugačno poimenovano komično neskladje. Komično je tisto, kar odstopi od norm, te norme pa so izrazito subjektivne, razlikujejo se od posameznika do posameznika. To neskladje je lahko obstoječe in je šalo potem poudarjeno ali osvetljeno, ali pa je šalo ustvarjeno. To govorimo o izumljenem humorju, torej o invented humor, govorimo o tem. Smejimo se lahko pričakovanemu ali pa resničnemu odzivu nekoga drugega.
V primeru črnega humorja se smejimo zgroženju nekega gledalca, ki lahko obstaja, lahko pa tudi ne. In ne nujno šali sami. Funkcija humorja v tej teoriji je tako rušenje mej, razreševanje konfliktov skozi ta neskladja, izkoriščevanje ravno teh neskladij za hojo po robu, za provokacijo in šokiranje. Kot v tej isti oddaji, ki so omenila že, torej intelekta, pravi Izar Lunaček, smeh v takih primerih lahko deluje kot mehka kazen. Hkrati pa lahko humor v tej teoriji utrjuje svet, kakršen je ali pa je bil. Neskladja išče v tem, kakšen svet si želijo levo usmerjeni posamezniki in kakšen bi moral biti po mnenju reakcionarnih posameznikov. Noel Carroll trdi, da mora šala zadostiti naslednjim pogojem. Prvi je, da je objekt mentalnega stanja posameznika percepirano neskladje, ki se mu ne zdi grozeče ali drugačen način vzroka za anksioznost. In ni nadležno, do katerega ne pristopa kot do problema, ki ga mora rešiti, temveč v njemu zbudi užitek tega percipiranega neskladja in občutek lahkotnosti. Problem, s katerim se tukaj mi ukvarjava, se pojavi pri drugi točki, torej pri tem, da se ta šala torej ne zdi grozeča ali na drugačen način ni vzrok za anksioznost. Šalam se ne smejimo, če v nas zbudijo nelagodje, če je neskladje med našim svetom in svetom tistega, ki šalo izreka, tako močno, da je v resnici obratno. Anestezija simpatije v tem primeru ni uspešna. Nikako ni povezano s kvaliteto, s humornostjo šale, temveč zgolj z neskladjem med tem, kakšne norme ima recimo tisti, ki šalo izreka, in med normami gledalca, ki to šalo posluša oziroma gleda. Šala, v kateri je recimo transspolnost, homoseksualnost ali drugačna polt kože predstavljena kot biološka anomalija ali psihološka motnja, je za ljudi, ki so za te teme sensibilizirani, v takem neskladju z izjavo, da na smeh sploh ne pomislimo. Ta racionalni refleks je seveda mogoče zaobiti. Za šalo so ravno tako kot šala sama, če ne še bolj pomembni intenca, način podajanja, torej kontekst. Pomežiki, gesta, intonacija in pa kontekst tega, recimo, kdo je to šalo izgovoril. Torej, homofobna šala iz ust geja ali antifeministična šala iz ust feministke, kar je bila v resnici včeraj zelo dober primer predstava na mestu žensk Svet bez žena, ki v bistvu preigrava situacijo v Srbiji z dramatičarkami, pridobi drugačen, torej ironičen prizvok in deluje v bistvu, se smeji stališču homofoba, ne potrjuje pa homofobnega prepričanja. Komiki, proti katerim se bori, recimo kultura ukinjenja, s katero sva tudi začela ta prispevek, se ponavadi tega ne zavedajo ali pa celo trdijo, da ta kontekst ni važen. Da predvsem lahko v takih primerih torej govorimo pri cisspolnih, belih in heteroseksualnih moških zahodnih držav, ki sami sebe doživljajo kot normativ, ostali ljudi pa kot odstopanje od tega normativa, zato se lahko in na nek način se tudi morajo po njihovem iz drugih ljudi naučevati. Gre za nek ultimativen primer te tudi superiornostne teorije komedije. Preden se posvetiva sami definiciji kulture ukinjanja, kot jo danes razumemo v sodobnem medijskem prostoru, je pomembno osvetliti nek historični aspekt tega termina. Zgodnji primeri ukinjanja in sorodni jezik so namreč izvirali iz interakcij med črnimi Američani, pogosto obogatenimi s humorjem in s kritiko, kot strategijo upora v času boja za družbene pravice in kasneje. Anne Charity Hadley, strokovnjakinja za jezikoslovje, specializirana za afroameriški jezik na Univerzi v Kaliforniji, poudarja, da dejanje ukinitve krepi idejo, da bi morali imeti temnopolti posamezniki možnost zavrniti vidike pop kulture, ki utrjujejo škodljive ideologije. In ga torej lahko razumemo kot obliko upora, kot neposredna politična sredstva morda niso dostopna. Ona trdi, da kultura odpovedi služi kot sredstvo za priznanje pomanjkanja moči za spreminjanje strukturnih neenakosti. To je način, kako lahko posamezniki uveljavijo svoj vpliv, čeprav ne morejo spremeniti celostno javnih razpoloženj ali struktur moči. Postane kolektivni način signaliziranja umika pozornosti in podpore, kar je zlasti vidno, ko so posamezniki ali javne osebnosti preklicani. To prakso lahko razumemo kot korektivni ukrep za zaznano nemoč, ki jo doživljajo številni posamezniki. Ker pa kultura odpovedi pridobiva pozornost širše javnosti, naleti tudi na kritike in na nasprotovanje tistih, ki želijo izpodbijati njen vpliv in dinamiko. In v bistvu nekako v to se usmeri definicija Eve Eng, to je profesorica študijev spola in medijev na Univerzi v Ohio, ki v bistvu v svoji knjigi Cancel Culture Critical Analysis opravi nek širši pregled tega fenomena in ga v bistvu bolj poskuša umestiti posledico njegovega razvoja v današnjem medijskem prostoru, predvsem v odnosu do družbenih omrežij.
opredeli, torej kulturo ukinjanja opredeli bolj kot recimo to neko verzijo bojkotiranja, o kateri smo recimo govorili v prejšnjem odstavku, torej umika podpore, ga bolj definira predvsem kot usmerjanje posameznikom, blagovnim znamkom ali podjetjem zaradi nekih zaznanih prekrškov ali neprimernega vedenja preko nekih različnih praks, ki jih imenujemo ukinjanje. Pomembno je poudariti, da gre v bistvu tukaj za heterogene prakse, ne vključujejo samo recimo umik podpore, ampak so lahko oblikovani glede na različne družbene in zgodovinske okoliščine, pa tudi v bistvu na specifičnost vsakega primera. Torej lahko gre za institucionalno raven, to pomeni za neke neposredne posledice, kot so odpovedi televizijskih oddaj, filmov, izdaje knjig, ali pa v bistvu gre lahko tudi za neko v bistvu nek javni odziv prek socialnih mrež, tako da ne niti enotne definicije teh posledic. Kot primer poda Jossa Whedona, ki je ustvaril serijo Buffy the Vampire Slayer in ugledno osebnost v kasnejših Marvelovih filmskih produkcijah, ki je postal tarča odpovedi. Ta odpoved je sledila obtožbam večjih igralcev, ki so ga obtožili neprofesionalnega in žaljivega vedenja na snemanju, skupaj z grožnjami, ki bi lahko škodile njihovi karieri. Ta incident poveže s širšim kontekstom kulture ukinjanja in ga preplete z aktivizmom, ki izhaja iz gibanj hashtagov obravnavanih prej v tej knjigi. Preklic Whedona je, na primer, kako se preklic vse bolj uporablja za soočanje z globoko zakoreninjenimi neenakostmi med spoloma in rasami na področju zabave, kar presega zgolj kritiko medijskih upodobitev. Hkrati pa je treba poudariti, da je ukinitev le redko trajna. Ponavadi gre za obdobje nekaj let, ko ustvarjalec ne more delati, le počakati mora, da se prah poleže, da lahko začne nazaj svoje delo. Zdaj pa v bistvu bi prišla še na nek tretji del, kjer se sprašujeva, kakšno je recimo prav razmerje med komedijo in kulturo ukinjanja. Kultura ukinjanja je že kot nek sam izraz izrazito obarvana z duhom časa, saj jo pogosto v nekem diskurzu povezujemo s progresivnimi politikami, kar smo nekako nakazala že prej v bistvu skozi njen izvor. Njen prvotni namen torej, je bil, kot pravita že v bistvu dve raziskovalki, usmerjen k preopraševanju razporeditve družbene moči. V povezavi s komedijo, nasprotovanje oziroma strah pred to kulturo ukinjena midva razumeva predvsem kot neko ignoriranje družbene oziroma politične moči, ki jo nosi gledališče v kontekstu vprašanja, ki je spodbudilo najmanj prispevek na tem simpoziju. Nikakor ne gre za željo po cenzuri oziroma za nek izgon humorja oziroma komičnega iz gledališča, ampak predvsem razumeva neko to preopraševanje komičnega kot izpostavljanje tistega humorja, ki vzpostavlja superiornost ene skupine na drugo, ki si kot žrtev jemlje skupine, ki ne v publiki in ne v ustvarjalci niso recimo večinsko prisotne ali pa recimo v gledališču sploh niso prisotne, ne kot gledalci, ne kot ustvarjalci. V tem primeru namreč ne gre za nek dialog oziroma za ponujene možnosti prepoznavanja lastnih napak, ki se lahko skozi komedijo dogaja, nekih lastnih neskladij ali družbenih neskladij, poistovetenja z videnjem, tudi če gre za neko kritiko, ampak gre predvsem za vzpostavljanje nekega monologa diskurza, monologa diskreditiranja teh skupin. In v Sloveniji težko govorimo sploh o kulturi ukinjanja, sploh pa v povezavi z gledališčem. Najbolj jasen primer, ki so se ga midva spomnila, pa v resnici ni na strani progresivne politike, ampak desničarski napad. Natašo Dobršek, ki je pač v zastavi Hlapci, zastavo udarjala v tla in citirala tisto gospo iz Jelšan, ki je pač protestirala. Mislim, kako se temu reče. Torej, na nje so se spravili kompletno desničarski mediji in njihov vrhovni vodja Janez Janša, ki je pač zapisal, da je umetnost v hashtag MGL za vaš denar. Problem je, da tukaj ne moramo govoriti zares o kulturi ukinjanja, zaradi tega, ker ljudje, ki so desničarji v slovensko mladinsko gledališče, pač ne zahajajo. Torej ne moramo govoriti o bojkotu, ker prej podpore ni bilo. Zdaj pa morda, to je bilo mogoče tako malo intervencija, pa v bistvu mogoče pa je zanimivo pogled, da recimo začetek nekega tega postopka odpovedi, torej okinjenja je nek naravni odziv publike, kot je to bilo prikazano, čeprav verjetno te predstave sploh niso videli, gre recimo za neko neodobravanje videnega, ampak to neodobravanje je združeno z nekimi moralnimi zadržki pripelje do drugačnih zaključkov. Ne gre recimo za enkratno napako, ki jo seveda dopuščam, ampak se ponavadi ta diskurs oziroma neko gibanje amplificira takrat, ko gre za vzorec določenega za ustvarjalca.
To pomeni, problematično početje ustvarjalcev pa danes ne bi smelo in počasi tudi postaja nesprejemljivo in zato kultura ukinjanja izpostavlja opažene probleme in gre za poskus bojenja ljudi, katerega posledica je neka prebojenost, razsvetljenost, če hočete, torej biti v narekovajih woke. Ampak v bistvu je pa potrebno podariti, da so vse te besede bile v tem današnjem času ugrabljene in obrnjene v desničarsko propagando in uporabljene kot poziv k povračilnemu napadu, ki naj bi nazaj osvobodil svobodo govora. Vendar mora imeti tudi svoboda govora svoje meje, te meje pa mora nekdo vzpostaviti. Če tega ne stori ustvarjalec, bo to storila publika. Osebe, ki se jih lahko ukine ali odpove, so osebe, ki imajo dostop do medijskega prostora, do javnega diskurza, ne odpove oziroma ukine se torej oseb, ki tega v bistvu tako ali tako nimajo in s tem dostopom do tega polja medijskega oziroma javnega diskurza in do družbene moči, pa bi morali prevzeti tudi neke odgovornosti za svoja ravnanja. Torej, kultura ukinjenja pravzaprav v bistvu zgleda veliko bolj grozna, kot v resnici je zaradi ravnanja producentov. Producenti, torej, predvsem se tu nanašamo mogoče na nek tuj prostor, niso več pripravljeni tvegati, niso se pripravljeni postaviti za svoje ustvarjalce, niso jih pripravljeni podpreti in jim omogočiti, da spodletijo brez posledic. To si lahko, in to velja tudi za slovensko gledališče, privoščijo zgolj že objavljeni ustvarjalci. Nespametno in do neke mere neinformirano bi bilo trditi, da komedija do pojava kulture ukinjanja v zadnjih 15 letih ni bila omejena. Torej, vselej je omejevalo ista stvar in to je odziv publike. Še dvorni noček je bil pač odvisen od svojega najbolj pomembnega gledalca, kralja. Ta proces, feedback zanke, je po izraziti demokratizaciji in liberalizaciji po drugi svetovni vojni in specifični ideji tega, kaj je aktiven gledalec, torej s pojmom interaktivne umetnosti in performansa, danes spet postal viden. Spet ga lahko zaznamo, vrača se na naše obzorje. Kljub temu bi bilo treba, če bo kultura ukinjanja kdaj zares zašla tudi v Slovenijo, poskrbeti, da obstaja prostor za napake, ki pa morajo biti resnično napake, ne samo nekaj, kar tako imenuje reševalna ekipa PR agentov. To pravico si mora dovoliti tudi gledalec sam. Neprimernim šalam, ki se ne skladajo z našim svetom, se lahko včasih zasmejimo, ključno pa je tisto, kar je posledica tega smeha. Če mu sledi retrospekcija, je lahko še celo koristno. Gledališče v Sloveniji in morda tudi nasploh ni več tako pomembno, da bi ga napadali, nima medijskega prostora, odziva ali odmeva, zaradi katerega bi bilo vredno, da je postane tarča. Poleg tega so ustvarjalci večinoma levo usmerjeni. Pogosto govorimo o tem, da prepričani prepričujemo prepričane. Publika verjame v meščansko avtonomijo umetnosti. V to, kar je nekdo postavil na oder, se ne poglablja sistemsko, temveč predstave obravnava kot posamezen primer napake ali neprimernega upodabljanja. Slovenska publika med predstavo redko odkoraka iz dvorane, prav tako je izredna redkost izvižgavanje ali kričanje iz dvorane na oder. Do protestov pred gledališči ne prihaja. Publika svojega nezadovoljstva preprosto ne izraža na tak javno, glasno viden način. Gledališče doživlja kot nek končan proces, kot zaključen izdelek, ki ti je pač všeč ali ne. Predstava je politična, le ko svojo političnost kriči. Podobno kot za dramsko gledališče bi lahko trdili tudi za vso visoko umetnost, če verjamemo takšno delitev. Za publiko je redko aktualna ali materialna odzivna stvarnost, prej odrska fikcija. Do kulture ukinjanja prihaja pri popularnejših publikah, pri filmu in stand-upu. Slovenski filmi so za večino slovenske publike z redkimi izjemami filmov, naprimer Prhostar, prav tako visoka umetnost, ki je težko dostopna. Na streamingu zelo redko in samo najbolj popularni filmi. Stand-up pa je v Sloveniji še ne zares razvita in v veliki meri, a ne povsem, vulgarizirana oblika nekega neumetniškega izražanja. Oziroma še neumetniškega. Komedija v slovenskem gledališču je na precej slabem glasu. Dnevi komedije v Celju so vsakoleten dokaz za to, da pri nas redko nastajajo dobre komične predstave ali besedila. Nagrado za žlahtno pero je 7-krat, Tonelera je bila 13-krat. Leta 2001 so si nagrado razdelili namreč 3 avtorji, dobil isti avtor, Vinko Medrendorfer, le enkrat pa ženska. Če predpostavljamo, da je bila nagrada vsakič pravilno podeljena, če kaj takega v vidiku katerekoli nagrade sploh mogoče izreči, je danes, torej ne v podelitvi, povprečna starost dobitnika žlahtnega peresa 65 let. Če odštejemo edino žensko nagrajenko, Izo Strehar pa skoraj 66 let. Vsi ostali nagrajenci so danes stari najmanj 55. Problem te hipotetične prihodnosti komedije, ki so rekli, da se na začetku ne bova dotikala, v slovenskem prostoru torej ni kultura ukinjanja, temveč njena očitna sistematična podhranjenost. Poneumljanje publike pri uprizarjanju in redko vložen trud, ki ga od ustvarjalcev zahteva izdelava dobre komične predstave.
uprizarjanje komedij, pobranih iz beril in literarnega kanona, tega ne bo rešilo. To je resnično vprašanje o preživetju komedije v slovenskem, predvsem v dramskem institucionalnem gledališču. Kdo jo bo pisal in ustvarjal čez 20 let?